Kje ste pa dobili to vse te? Ja, vse te eksponate so v lasti članov našega društva. Vsak je neki prispel za ta muzej, tako da v društvu nas je več in neki prav strastnih zbiralcev in pa smo to pač zbirali leta in leta razne te stvari. Pa to hodite zbirati tudi kaj še iskati na področje Krna, pa Batognice, pa tja, ne, vi niste bolj tam? Ne, nismo, mi v bistvu ne zbiramo teh, tako da rečem izkopanin, ampak boljš, tisto, kaj še... ki je malo boljš ohranjen in najden, ja. Zdaj tam ti se že pa bolj področje arheologije. Ja, pa ti se že itak 100 let, ne? Tukaj imamo še tudi eno lepo vitrino, kaj so pa v bistvu zelo visoka odlikovanja od enih parih narodnih herojev. To je od? To je generalska uniforma. Zraven imamo odlikovanja od Petra Brajoviča, ki je bil, Petar Brajovič je bil poveljnik 4. operativne cone, štaba 4. operativne cone. Zraven imamo tam narodnega heroja Polkovca. Tole je odlikovanje red narodne osvoboditve. Kaj? A prav tacga imate? Na ta način je. Ja. Pa točno tako je prišel. Se prinesel. Vse so te zbirali. Ja. Prav pogledati. Ti si pa urodil narodnega heroja. Je pa zanimiva tudi tale vitrina Avstro-Ugarska. Tole je pa bojna generalska uniforma. Če pogledate še te sablje, ima ena sabla jedkancu v slovenskem jeziku. Izgleda sestra svojemu bratu jo podarila. Ponavadi so napisi varsko nosilni, slovenski napis. Avstrijsko cesarstvo. Malo posvetim, da že bolj videla. Ne vidim prebrati, od koga je. Slovaška. Slovaška. Naša zbirka se začne v bistvu s prvo svetovno vojno in s propadom Avstro-Ugarske monarhije. Ta prva uniforma predstavlja avstrijskega generala. Ta prva? Ja. A to so imeli takšne, taka perja gor? Ja, to je bila v bistvu paradna uniforma avstrijskega generala, ne bojna, ampak paradna. Pa križcev malo pa tega gor. Teži sem odlikovanji. Ja, to pa je pol za parado, ja? Ker tisto so pol radi pokazali. Zraven stoji vojak avstro-ugrski. In to ima meč. To je avstrijska paradna sablja. To je pa... To je pa avstrijski vojak. To pa prav vojak. Ja.
Čakaj, kako se že tem puškam so rekli? To je Mannlicher M95, avstrijska vojaška puška v prvi svetovni vojni. Ta je imela že napet To je bila že repetirka. nabojov, ne? Ja, risanje se repetirka, ja, napet strelov. Polnila se s takim kovinskim okvirjem. Tu je pa bolj verjetno imel naboje not v teh višekljah, To so pa ne? nabojnice, ja. Imel še nabojnice, bajonet. Največ na fronti so uporabljali tudi ročne bombe. Pa je značko gor. Mitralis Maxim. To je mitraljez Maxim. Ja, to so uporabljali na frontah. To kar bilo težko zanositi. So mogla verjetno kar dva nositi, ne? Več vojakov je bilo, ja, da so nosili. A to so imeli tiste že na trak, Redenik, ja, ja. na redenik, ne? Redenik je bil platnen s platna. Sam mitralis je bil pa vodno hlajen. V ta rezervar se je voda nalila, da je tukaj. hladila cev. Ja. Ko so pa menjavali, da se je ogrelo. Ni bilo treba menjavati, ker so samo voda, v bistvu voda je para. Je ven tekla, pa se je pol čez cev kondenzirala, pa se je potem ponovno nalili v rezervar. Pa malo še dodali, če jim pač kaj vode spalili. Je kar dolčna snesel. To je pa, To je bila uniforma majstrovega borca. To je sicer ni bil navaden vojak, je oficirska, ampak take uniforme so nosili majstrovi borci. Ima že na kapi je že oznaka kokarda SHS, to je bila država Slovencev, Hrvatov, Srbov. Ta država je trajala bolj malo časa, potem je ratala kraljevina. pa vidim, da že ima malo, kako pravijo po srbski čvorke, ne? Ja, ne, to so v bistvu te so še avstrijske. Avstrijske, ne? Ja. To so kar nobel imeli uniforme. Sam pol, da se je pa vojna začela, pol pa... Jakna je bila prekrojena avstrijska, zamenjali so jo uradnik in so jo predelali. Škornje tudi fajn, usnjene, ja? Ta uniforma zraven, čevlje so na take ukovane, usnjene. Ta uniforma zraven je pa generalska uniforma, kakršno je nosil Rudolf Meister. Tudi z vsemi odlikovanji, z belim orlom, paradno sabljo in čez identična. To je ta značka, je beli orel. Ja. Mislim, na dva. Že tudi fajn sablo ima. Kaj pa te puške, pa to so pa vojaške. Te puške so pa vojaške, kakršne so uporabljali v prvi svetovni vojni, na soški fronti, to je revolverji in pištole. To zanimivo, ne? Zgledajo kot igračke te pištolce tam, ampak življenje pa vzamejo. Alski uniformi A te igle, so kako? te traki, ja, to so igle, to je imel izključno ti Axel Benderi so ukrasen element v uniformi, ni imel kakšne posebne funkcije take. Tam pa zastava je pa, Zastava je pa to bojna zastava vojakov Kraljevine Jugoslavije. saj vem, ga v srbščini piše, ja. Nekaj je stražarnica To je pa zraven. potem že drug obdobje, to je pa zdaj že Kraljevina Jugoslavije, to je pa že vojak Kraljevine Jugoslavije. Je pa že imel tako čelado lepo. Ja, to so imeli francoske čelade, Adrian, opremljene znaki Kraljevine Jugoslavije, to je bilo pa potem cela 20. in 30. leta do druge svetovne vojne je to pol uniforma kraljevih vojakov. Imeli so puške M24 Mauser, te bajonete. Zraven imamo še nekaj orožja z tega obdobja, mitraljez in puško, mitraljez kraljeve vojske. Ta puška mitraljez je ta mal, ne? Ja, to je puško mitraljez zbrojevka, ki
jih je Ja, uporabljala. koliko je pa tam imel naboj, 15. 20. Na 20 jih je šlo not v to. On je bo pol že kar fajn, mitraljes. Perje, ja, to je paradna uniforma avstrijskega generala, in imel tako perjanico na čeladi. To pa mejni To je kamen. mejni kamen, ja. Ta mejni kamen, to je bila pa z Rapalske meje, to tam Gorenja vas, pa tam gor so bili taki kamni med Jugoslavijo in Italijo, so jih postavili. 1920, ja. Gor vidimo tudi isto tako kraljevo čelado. Ta čelada je bila pa izkopana iz zemlje in naprimer za primerjavo, kaj je pol po tolikih letih še ostane Še ostane, ne? od čelade, ki je bila odvržena ob napadu na kraljevino. Ja, fajn čevlje imajo. To je pa oficirska uniforma pehotnega oficirja kraljevine Jugoslavije. Ampak so imeli kar, eni so sable imeli, Ja, to je bil eni pa pa bodež. te nože, ne, Ja, bajonete. ta bodež je bil tudi v bistvu paradni, to ni bil vojen bodež, to so isto kot sablje, ne samo. Ali pa samo to je bil za umest kot izhodom, takrat malo sem postavil. Ja, tu pa že ima tudi malo drugačno kapo. Ja, tako po kroju izhajajo, v bistvu so bile zdizajnirane na Dunaju. Oni so v bistvu Srbija, kraljevina Srbija je te uniforme kupila od Avstrijcev. To so bile zdizajnirane za avstrijsko vojsko, pa potem Avstrijcem ni bila barva všeč, ta sivo-zelena in jih je potem za majhen denar Srbija kupila. Tako da v bistvu ta srbska kapa šajkača, njihova nacionalna, je bila v bistvu, ta vojaška kapa je bila zdizajnirana na Dunaju. Na Dunaju. Zanimivo, ne? To je pa zastava kraljevina, ne? Ja, to je pa zastava kraljevine Jugoslavije. Ta je bo že neka drugačna spet Tu je pa zastava. zdaj že, tle gremo čez mejo, je pa to že okupator, ki je tudi kraljevino Jugoslavijo napadel, so pa Italijani. Imamo pa italijanskega vojaka, italijanskega oficirja, pa še orožje, ki zdaj uporabljala Italija. Torej na tleh je težka italijanska breda. A to je pol ta, kako pravijo, famozna breda, ne, težka. Ja. Takšno so pol že imeli tudi v drugi svetovni vojni, ne, tako bredo. 37, ja, to je že bolj obdobje druge svetovne vojne. No, in kar se Liškar tam piše v Mule in Liški, glih v tej težki bredi, ne. Ja, tu, če so imeli mulo, so imeli srečo, da so jo lahko prenašali s tovorno živaljo, drugače so Pa če so gagale. A to so oficirske, ne, že. To je pa, ta prva ta uniforma je nemški vojak. To je čisto v bistvu pohotna uniforma nemškega vojaka, zraven je pa oficirska. Ampak puške so pa, ta pa nima na šaržer. Ne, ta je polne se z vrha isto s 5 naboji, to je puška Mauser M98. To se vidi, ka ima debelo cev, ne. To pa pol že oficir tam. Ja, to je pa nemški oficir. To so pa že te brzostrelke, ki so jih Ja, tudi. to je pa nemška brzostrelka MP40, ta najbolj slavna. Pa šaržeri zraven. Ja. A ti se pa kaj, minomet tam? Ti se pa Panzerfaust, to je pa protitankovsko orožje nemške vojske. S tem so streljali na tanke, to je bil v bistvu ročni minomet. A tam pa Mino. nagrada za Titoja, Ja, to je pa nagrada tale za Tita 100.000 nemških mark, ki je če bi ga
izdal. Če ga kdo izdal. Zraven imamo pa tole padalsko uniformo nemško, to je bila ta nemška SS enota. 500, ko so v bistvu kazne te zapornike iz SS enot so poli izurali in so jih vrgali na drvar. Taki so v bistvu šli takrat ujeti Tita, ampak ni ratal. Od cele te enote jih je sam peščica preživela teh padalcev. So jih pol. Urali so se pa te padalci na ljubljanskem letališču, tudi en del jih je štartal z ljubljanskega letališča. Tukaj je BTC zdaj, Ja, tam je na BTC tistem v Mostah, letališče. Ja. Tam gor je tudi zanimiv plakat iz Kamnika. Ja, prebivalstvo mesta Štajn jih vabijo na nek dogodek, nek političen shod. In tam gor vidimo, da se je ta trg, ki je zdaj glavni trg, se je imenoval Adolf Hitler Plac. Ja, to so pa kakšne signalne pištole, one dve. Ja, to so pa signalne. Adelsberg, ja. Ruske enote. A to pa že ruska strojnica, ne? To je pa v Dektjarev. Kako so pa pol imeli to neko tanko? Ne, ja. A tu so bili naboji not v tem okroglem? V tem okroglem, ja. To je puško mitraljez Dektjarev. Te so že tudi malo zaščite imeli, da so malo strelca zaščitili, ne? Zaščitelj, ja. Pa da so ga lažje prenašali. To pa te že tudi rusko uniformo, Ja, ne? to je uniforma ruskega oficirja, pehotnega. Zraven je pa navaden vojak ruski, ta s čelado in špaginom. Ja, Ja, saj tudi tam ima ta mašinko. Mitralizem in pa teh brzostrelkah, ja. Samo te brzostrelke so imeli lahko nabojnik ta v krogu, lahko je bil pa tudi puščat. Sam ta v krogu je bil za 72 nabojev, in puščat pa za 30. Praktično enkrat več kot nemška ona. Nemci so imeli 32 nabojev. Ja. Pa še prednost teh bobnastih nabojnikov je bilo, da so neprimerno bolj zanesljivi, kot pa štangel magazini. Manj variante je, da zatajijo. Te v bistvu magazini ravni, če je malo stisnen ali pa da ga kam udar, lahko pol nateče več naboj, tako kot bi moral. Uniforma je pa že ameriška. To je pa ameriška uniforma pehotnega vojaka. Oboroženega z M3, ja. Te so pa že v Borenknobel čevlje imeli. Veš kaj je ga? A to pa tudi že poloameriško orožje bolj. Ameriško orožje, ja, to je vse ameriško oborožitev. No, tu so pa take imeli fajn kasetnike za trak. To je mitraljez Browning, vzadnji je bar, potem pa te brzostrelke Thompson. So bile takole metke, tukaj ste se tako, Ja, oni saržeri, ja. To so pa isto, so že padalci bolj. Ja, Imajo še kompase pa vse gor, gledaj to ti. je pa ameriški padalci. Ja, tam mislim, da je bil tam pilotsko uniformo, kot da je pilot. Čeprav tam tismo zgodovinsko ni točno, ker ne vem, takrat niso piloti, ker je črni. Niso bili črni piloti, samo eno. Ja, ti so vzadnji, to je pa od, tam imamo Angležo, pa je vzadnji od angleškega protiletalskega topa polnilc. To je bil Bofor 40 mm. Te sta pa britanski uniform, to je pehotni vojak, gor je pa padalc.
te zastave, tukaj vzati so vse originalne, z tistega časa, ameriška, angleška. Tam pri Angleših pa vidimo, da se reče, to je pa Vickers, tudi vodno hlajen. To je ta, Res, ja. ta velik. So Angleži uporabljali še v prvi vojni in pa tudi še v drugi svetovni vojni. Ja, to so pa že, pol so pa partizani, te enote, ki so bile ženske, kakšnih enote, partizani, ki so pa ženske uravno. To pa pol že naše, ne? Ja, originalne uniforme partizanov, tale tudi dele angleške uniforme, ki sem jih dajal kot pomoč, druge so pa sešite, so pa partizanski kroj. Tukaj imamo še dioramo ene partizanske tiskarne, ki je bila upremljena, da so tiskali razne tiskovine, pa kakšne tasmilice so izdali, pa platate. Pa letake, pa to. A tam pa, ti se pa pisalni stroj tam, ali kaj noter. Radio London pa BBC pa pol poprefikavali. To je pa ciklostil. Ta ciklostil je z leta 1931. In s takimi ciklostili so pol ta propagandni material ciklostiral. Napisalen stroj se je napisal na ciklostil matrica, pa so to razmožvali. Ja. A to je pa rezalnik. To je pa rezalnik, ja, tiskarski, da so obrezvali papir. Tale mislim, da kar datira, kaj nekam v Avstro-Ugrsko. Ampak reže pa še smekla. Ja. Sem bil zanč malo za probo. Ko sem ga očistil, smo malo probali papirji za pa še gledal. Ne prsti pa ne. Je spoločevalni stekel. Moj mali ciklček, je? Tega našega fanta.
Tu pa neka tkalnica zgleda. Jaz da vrnice zažiganja. Papiri vzel, vse si svedel. A ti še pa naprej. Se pa sedaj počistil, ki pa imaš te objavo. Pa imaš te objavo, da je Jaz sem pa že dan veril, da so groca. Pod brize, to movi gdje doma. V bistvu, če bi da praviš majster nekaj tega je pomoč majster konstruiral. V bistvu so ga povedni na višji majster. Jaz se Berler je bil na zelno akcijo, to je konjični skok. Ja. Ne im je pisal, da sem konjični skok. Nemci so imeli to drugo znako, ja. Ja, dobro, po nemško skok, ja. Pravno sem se dopajal, da se dan bil ran. Se pa tako razmišljam, da rekel si mi, koliko je vse mi spada. Jaz sem potičal, edino bil muška. Ja, veš.
Te pištolice so pa To je Mauser C96 po 712, to je avtomatska pištola. in to že ima tudi saržer noter. Ta je bila pištola med vojno od Franca Leskoška Luka, narodnega heroja, prvega ministra za gospodarstvo v povojni Sloveniji. To praktično malo brzo streljka. Ja, kar majhna strelka. Ja. Tule.